Drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, dragi bratje in sestre. Včeraj smo razmišljali o 6. in 7. pravilu razločevanja duhov, ki veljajo bolj za drugi teden ignacijanskih duhovnih vaj. Ko smo začutili sovražnika človeške narave in ga prepoznali po njegovih slabih namenih, je dobro pogledati sam potek misli, da bi videli, kje se je sovražnik urinil. Na koncu vedno prepoznaš zlo, kot prepoznaš kačo po repu. V prihodnosti ti bo koristilo, če boš to poznal, pravi sveti Ignacij Lojolski. Pri tistih, ki napredujejo od dobrega k boljšemu, se dobri angel dotika duše prijetno, rahlo in nežno. Hudobni duh pa grobo, bučno, nemirno. Tistih, ki gredo od slabega k slabšemu, se omenjeni duhovi dotikajo nasprotno. Zato so ta pravila namenjena tistim, ki napredujejo v svojem duhovnem življenju in lahko škodujejo tistim, ki nazadujejo. Sedaj pa poglejmo še zadnje 8. pravilo. Kadar je tolažba brez vzroka, čeprav v njej ni prevare, ker prihaja samo od Boga našega Gospoda, kot je bilo rečeno, mora vendar duhovni človek, komur Bog daje tako tolažbo, zelo budno in pozorno gledati in razločevati pravi čas te dejanske tolažbe od naslednjega. Ko ostane duša še topla, obdarjena z milostjo in utrinki minule tolažbe. Zakaj človek pogosto v svojih nagnjenih in zamislih ter sodbah pod vplivom dobrega ali hudega duha, hudega angela, v tem drugem času oblikuje svoje sklepe in mnenja, ki niso neposredno od Boga našega Gospoda. Zato jih je treba zelo dobro razločevati, preden jih popolnoma zaupamo oziroma jim popolnoma zaupamo in dejansko uresničimo. Duhovne vaje, točka 336. Zadnje pravilo razločevanja duhov govori o Gospodovih najčistejših navdihih, ki se lahko mešajo z drugimi, ki so lahko dobri ali slabi. Zato je potrebno, da dobro razločuješ med Gospodovimi navdihi in naslednjim trenutkom, ko deluješ pod vplivom bodisi svojega jaza, bodisi dobrega ali slabega duha. Gospodovemu navdihu lahko sledi bodisi dobro, bodisi zlo. Hitro te lahko zavede, da pomešaš to, kar prihaja od Boga, s tistim, kar sam razmišljaš, in ti prišepetava sovražnik človeške narave. Navadno je tako, da tisto, za kar misliš, da je nedvoumno od Boga, prav tisto, kar je dodal tvoj jaz, ki se nekako ni pripravljen pogajati, pravi Silvano Fausti. Kadar se čutiš preveč prepričanega, pomisli, če nisi v zmoti. Morda si omejen v svojem pogledu in si zgrešil kakšen pomemben vidik. Sam sem vedno zadržan do takih, ki so 100%, da imajo Božje razodetje in si ne pustijo nič reči. Imajo se za razsvetljenje in mislijo, da je resnica v njihovi posesti. In postanejo vznemirjeni ali celo ogorčeni in celo nesramni, če postaviš pod vprašaj njihovo duhovno izkušnjo. Fausti pojasni, če kdo trdi, da ima v posesti resnico od Boga, je že izgubil resnico in Boga.
Zato se mi zdijo bolj zanesljivi tisti, ki imajo pomisleke, kot tisti, ki teh pomislekov nimajo. Tudi preroki so govorili stvari, ki jih je navdihoval Bog, a niso vedno razumeli. Janez Krstnik, ki je bil največji izmed prerokov Stare zaveze, o njem veliko razmišljamo v tem adventnem času, ni vedno razumel Gospoda. V bodočem Mesiji je trdil, veljnico ima v roki, da bo počistil svoje mladišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem. Mislil je, da bo Mesija uničil vse grešnike, vse svoje sovražnike in nasprotnike. Spregledal je, da je bil Jezusov ogenj usmiljenje, njegova sodba križ. Skratka, ni imel prave podobe o prihajajočem Mesiji, ker je dvomil, da Jezus Mesija pošlje izječe svoje učence, da vprašajo Jezusa, ali je on Mesija ali naj čakajo koga drugega. Odgovor prepušča Gospodu in ta so Jezusova dela. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij. Jezus dela vse to, kar so napovedovali preroki o bodočem Mesiji, da bo delal. Iz tega lahko Janez razbere, da je Jezus Mesija, da ni potrebno čakati drugega, ampak da naj raje očisti svojo predstavo v Kristusu. Spomnimo se apostola Petra, ki je po Božjem razodetju spoznal Jezusa kot Kristusa in je takoj na to začel razmišljati po človeško. Ko je Jezus govoril o svojem trpljenju, smrti in vstajenju, ga je potegnil v stran in mu začel govoriti: Gospod, to se ti ne sme zgoditi, ne smeš trpeti, ne smeš umreti na križu. Jezus ga je nazval z imenom Satan, ker ni mislil po Božje. Po Božjem razodetju je Peter pomešal svoje poglede. Kristus bi moral odgovarjati temu, kar je on mislil o njem. Bog mu je razodel, kdo je Jezus, da je Kristus. Ni pa imel prave predstave o tem, kakšen Kristus bo oziroma na kakšen način bo odrešil svet. Gospod pravi po preroku Izaiji: kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moje poti. Lahko so preprosto človeške, zelo človeške, še več, lahko so hudičeve. Varuj se, da ne bi pomešal svojih pogledov z Božjimi navdihi. To je pravo malikovanje, značilno za pobožne ljudi, tudi izobražene, ki niso zmožni pretehtati svojih mnenj, o katerih so vedno prepričani, da so očitne resnice, še pojasni Silvano Fausti. Če ti da Gospod navdih za neko stvar ali načrt, dobro glej, ali ga živiš z vedrino in distanco, kakor da ne bi bil tvoj, ker veš, da ga bo uresničil on, če je njegov. Največja nevarnost za duhovne ljudi je, da so prepričani, da je tisto, kar hočejo oni, Božja volja. Hudo je, če vpletajo v to še druge ljudi in prihaja do najrazličnejših oblik nasilja nad njimi. Kadar imamo kakšen načrt, če pravi, ga ni potrebno zagovarjati. Če bo čas, bo pokazal resnico. Slednja si počasi utira pot. Silvano Fausti razlaga: če travo vlečeš, ne bo zrasla.
samo odtrgal jo boš. Koliko dobrih zamisli je propadlo zaradi nasilja domnevnih prerokov. Zato uporabljaj pamet, ki ti jo je Bog dal, da boš videl, če so tvoji nameni in dejanja v soglasju z Jezusovim duhom, kakor ga izpričuje evangelij in nam ga predstavlja Cerkev. Zelo kritično ocenjuj vsak domnevni navdih, da bi videl, ali je v polnosti odsev Gospodovega ravnanja. Bodi nezaupljiv do vsakega razodetja, kajti tudi sovražnik lahko dela čudeže, ampak ne, da bi vodil v zaupanju Boga, temveč v lahkovernost znamen samih. Bodi miren, ne ti, ne tvoje ideje, niti tvoje dejanja ne bodo rešila sveta. Tvoja pamet, skromnost in ponižnost bodo po Božji milosti varovale. In Bog bo zagotovo rešil tebe in ves svet. Jezus nam je povedal vse, kar je potrebno vedeti, da bi bili njegovi učenci in bili pričevalci zanj vse dni do konca sveta. Napovedal je tudi, da bodo ob koncu časov ostali lažni preroki. Možnost zmot glede navdihov, bodisi resničnih ali domnevnih, so tako neskončne. Hitro se lahko mešajo naše ideje in zamisli, naše samoljubje ter vse sovražnikove prevare. Toda Gospod, ki te je poklical k svobodi, je bolj močan kot sovražnik. Še več, osvobodil te je, da bi ostal svoboden. In svoboden pomeni biti lep, zaključi Silvano Fausti. Morda bo kdo dejal, ali je mogoče, da so stvari tako zapletene? Ali je mogoče, da je v duhovnem življenju res toliko nevarnosti? Očitno da. Sveti Ignacij Lojolski je vsa ta pravila oblikoval na podlagi svojega življenja oziroma svojih duhovnih izkušenj, ki so lastne vsakemu človeku. Duhovnega razločevanja se človek ne nauči v prvi vrsti tako, da posluša nagovore, predavanja ali bere knjige na to temo, marveč tako, da moli, se navzame evangeljskega duha in neprestano preverja svoje notranje vzgibe. In kdor hoče resno napredovati v duhovnem življenju, naj duhovno razločuje, vedno bolj to razločevanje usvaja in ga uporablja tako v svoji molitvi, pri pomembnih življenjskih odločitvah in v svojem vsakdanjem življenju. Vedi pa eno, nikoli ne boš usvojil duhovnega razločevanja v taki meri, da ne bi nikoli več naredil napak ali grešil. Važno je, da se človek trudi in iskreno prizadeva, ter se sprejema z vsemi svojimi mejami, z vso svojo krhkostjo in grešnostjo. Bog od tebe ne pričakuje nič več. Srečno!